Zdravljeni! Danes bomo pa govorili o tem, kako začeti čistiti podzavest. Ena gospa mi je napisala vprašanje, kje naj začne. Njo matra stres, matra jo strah, enostavno ne ve, kje bi začela s čiščenjem svoje podzavesti in kako. No, v glavnem, jaz vam lahko povem iz svojih izkušenj, ker na koncu koncev, pač učimo se. Vsi smo na nekem potovanju, vsi se učimo, delamo korake in eni imajo lažjo pot, eni gremo pač čez drm in strm in tako naprej in včasih rabimo tudi padati čez rob, pristati na tleh, se smiliti sam sebi in potem nekako stati in iti naprej. V glavnem, kje začeti? Jaz vem, najprej bomo pogledali to, kaj ne funkcionira. V glavnem, kaj je v tej moji poti osebne rasti, vidim, da kaj ni funkcioniralo. V glavnem, vem, da ko sem začela ponavljati neke trditve, ker sem začela, prva knjiga za osebno rast je bila Moč pozitivnega mišljenja. In ta knjiga je cela pobarvana. Prva stvar, ki jo torej morate narediti, je, da se z oviro preprosto spoprimete, da se ne pritožujete ali stokate pred njo, temveč jo naravnost napadate. Ne plazite se skozi življenje po kolenih, oviram se postavite po robu in ukrepajte. Odkrili boste, da niso pol tako mogočne, kot ste mislili. To je lažje reči za moje pojme. Tukaj piše, da si ponavljaš pozitivno trditev, izrek iz Svetega pisma. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. No, to je že ena afirmacija, ki je meni pomagala. Ker vem, da če jaz sama sebi govorim, vse zmorem in se počutim kot palačinka na tleh, ni da vse zmorem. Ampak vse premorem v njem, ki mi daje moč. Se pravi, vse premorem svojo božansko energijo. To pa ja. In potem naslednji stavek imam podčrtan. Samo zdržati morate, ter ne popustiti, to je vse. In ovira se bo zlomila. Vi jo boste zlomili. Nekaj se mora zlomiti in to ne boste vi, to bo ovira. To lahko storite, če verjamete in če verujete v Boga in če verujete vase. Vera je najpomembnejša kvaliteta, ki jo potrebujete. Zadostuje. Pravzaprav je celo več, kot potrebujete. Pač, jaz sem začela brati, požirati pozitivne knjige, ker enostavno sem videla, da starim načinom razmišljanja ne morem več napredovati oziroma starim načinom razmišljanja zmerom pristanem na tleh. Potem naslednja stvar. Če je tako, ste lahko srečni, kajti če ste že tako na dnu, ne morete pasti še niže. Od tam je možna le ena pot, pot navzgor. Torej je vaš položaj opogumljajoč, vendar vas svarim, da nikdar ne mislite, da ste v takšnem položaju, kot še ni bil nikoli nihče drug. Takšnega primera namreč ni. Berite, knjiga vas pokliče, greš nekam, knjiga te pokliče. Neugodno je le v tvoji glavi. Mislim zmago, dobim zmago. Ja, ampak to je pa res. Glejte, ko sem brala knjigo, recimo zgodba človeka, ki je napisal Kurja juhico za dušo. To je, njegova zgodba je opisana v knjigi Skrivnost. Jack pa še nekaj, v glavnem. In on pravi o tem, da si začel zamišljati, kako bo imel ta bogat stil življenja, kako bo imel boljše življenje in si je na steno na strop nalepil ček in zjutraj, ko se je prebujal, je imel v mislih stil življenja, ki ga bo imel. In potem že je napisal eno knjigo, mu je padlo na pamet ena ideja, ena knjiga je prišla, revija je prišla pod roke, nekdo ga je povabil na nek predavanje in odprlo se mu je vse, dobesedno svet. Ja, moč naključij. Kako pa zdaj spraviti ta naključja v delovanje? Dejansko je tukaj zadaj naša misel. Zdaj pa poglejte. Kako počistiti strah? Recimo, če vas je strah sprememb. V tem primeru boste vsakič, ko bo treba narediti spremembo, zmrznili. Enostavno ne boste naredili nič.
In je treba najprej iti počistiti strah pred spremembo. No, zdaj seveda, moja pot je bila. Knjigo Moč pozitivnega mišljenja sem začela brati leta 1994. 94. Leta 2015 sem prišla do knjige Zdravilni kodeks. Se pravi, pogledajte, koliko vode je vmes pretekalo. Koliko vode je vmes pretekalo, da sem jaz prišla do nekega aha momenta in tistih 20 let prej, kako je izgledalo. Vzela sem knjigo Moč je v tebi, recimo, ali pa Življenje je tvoje. In sem začela ponavljati neko trditev, ne vem. Vse se zgodi v pravem trenutku. Božansko skrbi, da se vedno zgodi tisto, kar se mora zgoditi. Inteligenca in pogum sta vedno tu. Vedno sem pomembna. Povsem varno je živeti. In če nimaš tega povsem varno, kaj sem jaz naredila? Jaz preberem nekaj tega in sem odložila knjigo za določen čas. In enostavno sem pa spet novo knjigo vzela, pa začela brati, pa prišla do nekih afirmacij, pa začela ponavljati afirmacije, pa brala in imela občutek, da capljam na mestu, da se vrtim v krogu, da nikamor ne pridem. Dokler nisem prišla do knjige Zdravilni kodeks. No in ta mi pa je pomagala narediti določen program ali korak naprej, ker v bistvu sem prišla do tega zdravilne kode, ki pomeni, da počistiš podzavest. Jaz sem začela čistiti tudi strah pred spremembo. In to so bile že prve pozitivne spremembe v mojem življenju. Vmes, ko sem še iskala te spremembe oziroma načine, sem prišla do ene molitve, Jakobove molitve, in sem molila tisto molitev 3 mesece skupaj in ni nič pomagalo. Pač vedno sem bila nekje na nekem začetku. No, dokler, zdaj pa pol so se pa že začeli delati. 2016 sem napisala prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, takrat sem pa že naredila prve spremembe. In te prve spremembe sem naredila s pomočjo mišičnega testa in mišični test mi je pokazal, da dejansko se bojim sprememb zaradi tega, ker imam v svoji podzavesti program, da če bom naredila spremembe, pač moja največja šola je bila pač zapustiti varno okolje zakona. To je moja šola, ne? Mogoče ste se vi ujeli v nekem drugem odnosu, mogoče ste obtičali v neki službi, pa ne morete napredovati, mogoče nekje se zataknemo, ne? In v glavnem sem prišla do zaključka, da dejansko preko mišičnega testa, da ne morem narediti napredka, ker se bojim, da bo meni umrla moja Sara, moja najstarejša hčerka. In to je bilo tako, zato ker imam strah zadaj, da bo meni umrl otrok, jaz ne delam sprememb. No in to, zaradi tega pišem knjige, da vam pomagam pač narediti korake naprej. Zdaj pa poglejte, to je ta 3. knjiga. Ko imajo duše žur. Ta knjiga, Ko imajo duše žur, recimo tukaj noter, sem pa potem že dala afirmacije, v katere lahko verjamete. Ker ponavljanje afirmacij, v katere ne verjamemo, povzročajo še več težav. No in sem šla, prvo poglavje je čiščenje dušnih pogodb. Ne boš naredil nekega premika, ker je zadaj strah, če imaš zadaj zaobljubo, dokler naju smrt ne loči. In to je zaobljuba. In ta zaobljuba te dejansko drži do smrti, dokler te ne pobere. Ne? In večina, ogromno zakonov je takih, da dejansko, ker je zadaj zaobljuba, dokler naju smrt ne loči, in potem, ko pridejo težave, se med sebojno pobijata, kdo bo prej koga pobil, ker to pomeni, ko je pa smrt, je pa tukaj osvoboditev. In vemo, da cerkvena poroka v bistvu razpade šele s smrtjo. Se pravi, je treba poskrbeti, da ta drug je toliko nesrečen, da ga dobesedno pobere.
Ena gospa me je zdaj vprašala, kako naj pomaga prijateljici, ki je samska, ampak je 10 let ljubica. Zanimiva zgodba tega človeka, ki je v bistvu bil tukaj, jaz sem se preselila v Sežano, v bistvu, ki je bil prvi lastnik te hiške. V glavnem, jaz zdaj upam, da ne govorim preveč osebnih zadev, ampak na koncu koncev vse ni važno. Gre se za to, po mojem vsi vejo, da je pač imel druge ženske. Pač to je resnica. In tudi resnica je, da je njegova žena umrla. In jaz sem prepričana, da bi bilo bolj enostavno se pogovoriti, kot pa umreti. Ampak glejte, v naši zavesti še tako močno prisotno, ta dokler naju smrt ne loči, da je bolj varno zboleti za rakom, pa umreti, kot pa reševati probleme, ker je zadaj zaobljuba. To boste s knjigo, ko imajo čakre duše žur, počistili. Dušne zaobljube, potem gremo naprej. Tukaj imamo težave, recimo, če imate težave v sklepih, seveda, lahko da vam manjka tehnično omega-3, C-vitamin, silicij, na splošno beljakovine. Ker imate tiho vnetje na celični bazi, je pač treba poskrbeti za to, da pač več omega-3 zaužijete s hrano ali kot prehransko dopolnilo. Potem zeliščna podpora, obkladki iz gline, ki se pustijo delovati čez noč, in potem je pa zadaj čustveni vzrok. Občutek, da ste obtičali v nekem odnosu. Oklepanje navidezne nevarnosti, se pravi zadaj strah. In potem preverimo z mišičnim testom. Strah me je resnice. Strah me je postaviti meje. Strah me je, da bi izgubila ljubezen. Ali pa strah me je, da bi ljudje s prstom ukazali name, da sem izguba, ker mi ni uspelo obdržati zakona, službe, karkoli že. Se pravi, zadaj je strah in potreba po uklepanju. No in zdaj, seveda lahko si pomagate s pozitivnimi afirmacijami. Delujem tako, kot sem vodena. Zdravilni mir vstopa v mojo dušo in v moje telo. Sebi dovoljujem, da sem mirna. Neskončnemu v meni vse uspeva. Kar mi ne služi več, naj odide iz mojega življenja. Upam si premagati svoj največji strah. Dovoljujem, da me vodi moja duša. Dobro, to so afirmacije. Ampak še prej je pa potrebno vzeti zdravilno molitev dekodiranja in dejansko iti počistiti podzavestne kode. Se pravi, to so kode, strah me je resnice. No in če jaz zdaj sama pri sebi preverim z mišičnim testom, se pravi, lejte, mišični test deluje pri meni tako. Če rečem, moje ime je Minka, moje ime je Minka Marija, grem vedno naprej. Če rečem, moje ime je Polde, kar sigurno nisem, grem nazaj. No in to pomeni, zame je neresnica nazaj. Pri vas lahko deluje ravno nasprotno. In potem, se pravi, to je prva stvar. Jaz pridem do neke moje kode. Jaz vem, da sem predelovala, strah me je premikov, strah me je revolucije. To je bila ena od zadnjih. V sanjah se mi je, da je bila francoska revolucija. In dejansko, ko sem zjutraj se zbudila, mi je bilo tako, požiganje, strah me je, da mi požgejo hišo, strah me je revolucije. Pač kar nekaj, seveda, to je iz preteklih življenj, privlečeš neke kode. No in potem, kaj zdaj s tem narediš? Vzame zdravilno molitev dekodiranja in zdravilna molitev dekodiranja jo boste tukaj noter najdeli v knjigi, ko imajo duše žur. Zdaj vam bom pa povedala, na kateri strani. Zdravilna molitev dekodiranja, meditacija za odpuščanje sebi je 66, 216. In potem odprete knjigo na strani 216 ali pa vtipkate v YouTube zdravilna molitev dekodiranja in dejansko začnete. Se pravi, zdravilna molitev dekodiranja se začne na ta način. Samogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, in date tukaj težavo noter, se pravi, z mojim podzavestnim prepričanjem, strah me je sprememb.
ali pa strah mest, premikov. Tukaj noter boste najdeli toliko teh podzavestnih prepričanj. Recimo tudi vsa avtoimuna obolenja so povezana z neko kodo. V duši nosim potrebo po kazni. Sramujem se svoje družine. In to je program. Če imaš ti program, sramujem se svoje družine, glejte, vedno se boš nečesa. Sram je eno od najnižjih čustev. Sram, strah pa sovraštvo. To so trije najmočnejši princi teme in ta najmočnejša orodja ali pa kode teme, glejte, če tega ne boste počistili, ne boste v življenju naredili nobenega premika. No, v glavnem, potem pa naslednja zadeva, da ko to zmolite. Zdravilna molitev dekodiranja se mi je sestavljala skupaj, ko sem zase iskala hitrejši način reševanja težav. Videla sem, da z zdravilnim kodeksom ne pridem nikamor in sem iskala hitrejši način dekodiranja in ko sem sestavila zdravilno molitev dekodiranja, vam povem, dela čudeže, ampak res dela čudeže. No, v glavnem, ko tole, se vam upravičujem, ko tole zmolite, potem pa date roke v položaj mudre za novo moč, pritisnete na čakro tretjega očesa, vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta, roke date na prsa in potem usmerite roke v 4, v bistvu dlani, 4 zdravilna središča. Prvo je tretje oko in si zraven ponavljate: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem prestavite takole klunček na ščitnico, približno 10 cm ne bo razlike med Adamovim jabolkom in klunčkom in si ponavljate: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem naslednjo zdravilno središče je tukaj povezano, takole mečkam pri ušesih noter, tukaj pri čeljustnici, in sicer tukaj imamo zdravilno središče, ki sta dve manjši čakri, ki sta povezani z nadledvičnimi žlezami. In ko vi roke takole usmerite in si ponavljate: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, pomeni, da se DNK na celični ravni polni zdravilno božjo svetlobo, ampak s to zdravilno božjo svetlobo se tudi polni energetski zapis okrog vas. In potem date, pa še tukaj gor na sence, in tukaj pa vplivate na zdravilno središče, ki vpliva na epifizo. Epifiza je center v možganih in ta center v možganih je direktno povezan s čakrami nad glavo in zlatim plamenom, preko katerega je vaša duša povezana z vašim fizičnim telesom. V glavnem, ko to naredite, pa potem date roke v položaj blagoslova in ko date roke v položaj blagoslova, si predstavljate svojo srečno bodočnost. Tako, kot sem prej rekla, ne? Ta gospod, ki je napisal Kurjo juhico za dušo, je na strop si nalepil ček in si je predstavljal stil življenja, ki ga bo imel, ko bo imel veliko denarja. In on si je vizualiziral svojo srečno bodočnost. Verjemite mi, vaša misel ustvarja, ampak res ustvarja. Jaz sem zdaj začela končno brati knjigo Yogananda, Dnevnik jogija, v glavnem. In takoj na začetku piše o tem, da kako si je on priklical kot nek tur samo z močjo svojih besed. In piše naprej: nikdar ne uporabljajte besed za klicanje zla. Glejte, mi smo tukaj tako dobri, da dejansko preklinjamo, no, jaz ne preklinjam, ampak preklinjamo, se pritožujemo nad slabimi zadevami. In tukaj mi, zahodni svet, se imamo še toliko za naučiti, ampak toliko za naučiti. Glede meditacije, glede usmerjanja svojih misli. Jaz sem prepričana, da naša misel je tako mogočno orodje, samo kontrolirati ga moramo. No, pot moje osebne rasti seveda me je pol vodila tudi do knjig Celestinska prerokba in to so bile v bistvu tako knjige, ki so mi dale tako, aha, to je to, se pravi, je pomembno. Seveda noter piše 6. spoznanje razreši glede svoje družine.
In je bil cel postopek, ne enega meseca, ampak nekaj let, da sem šla v dediščino družine, da sem počistila to, kar sem s sabo prinesla. Potem sem prebrala vse knjige od Anastazije, se pravi ruska poščavnica, ki govori o moči ljubezni, o moči energetskega polja, tudi o moči tega, da se lahko teleportiramo na drug konec. O tem jaz nimam še pojma. Sploh ne vem, če bom v tem življenju karkoli sploh uspela v tej smeri narediti. Ampak vsi poznamo primere, da dejansko indijski jogi lahko lebdijo. In to je njim normalno. Nam ni, a ne? Tako da v glavnem, jaz sem prepričana, da mi, naš zahodni svet, se ima glede tega duhovnega sveta še ogromno za naučiti. No, zdaj pa večkrat poslušam na YouTubu pač enega fanta iz Južne Amerike. Zadnje cajte ga ne poslušam, ampak čistko, on pravi, da v bistvu Evropejci smo tako kot srce. Srce, kri je šla po celem svetu. In da je v bistvu Južna Amerika je tako kot glava, kot kronska čakra. Da Indija je povezana s korensko čakro. V bistvu, da je cel svet razdeljen v čakre. Ne Indija, Afrika je korenska čakra. Tudi afriški plesi, a ne? To je vse povezano s to zemeljsko energijo, močno energijo. Tako da ja, vsi se učimo, smo na potovanju. In zdaj, če jaz gledam prav tole knjigo, ne, ko imajo dušežur, tukaj noter sem tudi sama zdravila ranjeno žensko dušo. Zdravila sem ranjeno kraljico z juga, sindrom Marije Magdalene, zadovoljevalke potreb drugih. Pač to so bile moje kode, tudi po družinskem deblu sem to pač podedovala. In očitno sem se odločila, da v naši družini nekaj presekam. Potem naprej v tej knjigi, jaz res verjamem, v moč nevidnega. Misli, molitev. Recimo, ena je, da je Oče naš, to boste najdeli na strani 241, tak kot je napisan v Svetem pismu, v slovenskem Svetem pismu, je majčkan prirejen prevod. Prvoten prevod je majčkan drugač in je dejansko tako, mogel bi biti dejansko molitev: Očka moj, ki si v mojem srcu, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k meni tvoje bogastvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Hvala ti za moj vsakdanji kruh in odpusti mi moje dolge, kakor tudi jaz odpuščam svojim dolžnikom, in pripelji me k rešitvi, da se rešim vsega hudega. Amen. Amen pomeni, tako je v vseh smerih časa in prostora. Se pravi, ključne zadeve. Pripelji me do rešitve, da se rešim vsega hudega. Amen. In to pomeni, da vsak odnos nas pripelje do neke rešitve, nekega karmičnega odnosa. Glejte, ta mesec v marcu, zdajle, mislim, da je konec tega tedna, prihaja polna luna, potem pa pride konec meseca, tik pred veliko nočjo pa lunin mrk. In kaj to pomeni? Iz podzavesti nam bo tako metal ven vse tisto, kar mora se počistiti, kar mora priti ven. In ja, vem, da je naporno, vem. In takrat, ko vam je naporen, spet gremo nazaj na knjigo, ko imajo dušežur, vzamete kopel, naredite te obrede, ki sem jih tukaj noter pisala, kaj lahko sami naredite, kako živali čistijo energijo doma, kako z zvokom čistite energijo doma, kako prekadite, katera kadila uporabljate, sveti les, moč kristalov, pač vse to imate tukaj noter napisan. Veste, zakaj vam o tej knjigi danes več govorim? Zdaj, če ste gledali video do tukaj, v glavnem pripravljam ponatis te knjige. In te knjige imam zdaj še nekaj, jih imam na zalogi, ampak jih želim razprodati, zato ker bom dala delati ponatis. In sem razmišljala,
če naročite pri meni, rajš dam vam popust 30%, kot pa da dam zastopniku, pač provizijo 30%. In če vas kliče ta knjiga, če čutite, da bi nekomu koristila, tukaj naprej imamo potem še naprej nadangele, nadangel Mihael. Molitev k nadangelu Mihaelu. Ljudje, ki se odvrnejo od tebe, niso več del tvojega dušnega načrta. Dovoli jim v miru oditi. Čakajo te novi začetki. Ne boj se jih, sprejmi jih z odprtimi rokami. Je napisala gospa Dragica Nekrep. Potem imamo pa tukaj naprej. Rezanje eteričnih vezi z nadangelom Mihaelom. Dejansko greste prerezati vse te eterične vezi in to je zanimivo delo. To je res zanimivo delo. Rezanje eteričnih vezi lahko dobite tudi na mojem YouTube kanalu, sam nisem prepričana, mogoče je plačljivo. No, potem imate tukaj naprej afirmacije k nadangelu Mihaelu. Nadangel Mihael, prosim, naj bo tvoj ščit moči pred menoj, za menoj in ob meni. Zaščiti, prosim, mojo dušo, moje telo in moj Potem naprej nadangel Ariel. Ariel pomeni božja moč in pravica. Tukaj za to knjigo so me poklicali nadangeli. 12 nadangelov. Nadangel Rafael. Nadangel zdravljenja. Nadangel Rafael, prosim, očisti vso negativno energijo v meni in okoli meni. Predajam se tvoji zdravilni smaragdni svetlobi. Ovij me v plašč svetlobe in naj bo ta zdravilna energija v meni, dokler ni očiščena vsa bolezen. Očisti vso bolečino, naj bom celostna. Nadangel Rafael, kličem te na pomoč, prosim, ozdravi vse vidike moje duše, ki še niso v harmoniji. Predajam se tvojemu zdravljenju. Vsa čustva teme, naj se s tvojo močjo spremenijo v svetlobo. No, očitno naš Tobi nekaj pozdravlja. V glavnem potem nadangel Gabriel. V glavnem, kako pridete do popusta, napište mi mail na minka@sredstvo-življenje.com in vam pošljem knjigo s 30% popustom. V glavnem, brezplačna dostava je, če naročite 3 knjige, potem imate tudi brezplačno dostavo, ampak res sem se odločila. Rajš vam dam popust, kot pa da pač zastopniku. In če čutite, da bi nekomu koristila knjiga z afirmacijami, z rešitvami, kako očistiti čustveno telo, kako počistiti podzavest, ja, mogoče je to dobro darilo za nekoga, ki potrebuje majčkeno pomoči pri svoji osebni rasti. Sploh za nekoga, ki se sprašuje, kako začeti čistiti podzavest, strah in stres. Tako da, očistno naš Tobi se je užgal, tako da uživajte, vse dobro vam želim in naj vas spremlja Božji blagoslov.